Naša pašna skupnost je v prvi vrsti sestavljena iz 50 kmetij, se pravi kar 50 članov je naše pašne skupnosti, ki priženejo svoje živali tule gor na te planinske pašnike. Pašniki se v bistvu razpostirajo po vrhu te naše kraške planote, Menine planine. Gre približno za 250 hektarov pašnih površin. Se pa te pašne površine prepletajo z gozdom. To je, rečemo, ena taka posebnost Menine, res to prehajanje gozd in pašnik. Tako da včasih tudi rečemo, da je tale naša Menina v bistvu planina stoterih gozdnih jaz. Tale del sicer je malo bolj odprt, sicer je pa res po sami planini ogromno enih skritih kotičkov, ki jih poznajo večinoma sam pastirji, tudi večina obiskovalcev tega ne spozna. Zdaj, število živali se nam je v zadnjih letih povečevalo, tako da trenutno okrog 350 glav. To je tudi nekje, ocenjujemo mi, neka zgornja meja. To do zdaj nam je uspelo, da prepasemo nekje od konca maja do konca septembra, ko je žival tule na planini. Samo pašo, bi rekel, izboljšali smo izkoriščanje paše na način, da smo po planini naredili več čredink in da se pač živali nahajajo nekaj časa v eni čredinki, pa jih potem prestavimo in naredimo približno 3 kroge v celi sezoni. Zdaj, število živali se nam je pa v glavnem povečalo zaradi tega, ker se na našem področju v dolini opušča reja krav muznic. Kmeti se odločajo za rejo krav dojil, ker pa in taka kmetija lahko da na planino praktično skoraj vse živali. Prej pa so pač imeli muznice doma in so jih molzli in so dali na planino samo plemenske telice. Jaz ocenjujem, da se paša tudi skozi, lahko rečemo, kar stoletje ni bistveno spremenila. Spremenilo se je obseg pašnika. Včasih, stoletja nazaj, je bil ta obseg bistveno večji. Velik del teh pašnikov se je zarastel. V zadnjem obdobju pa imamo tudi nekje dogovor z lastnikom, to je Nadškofija Ljubljana, da zdaj te površine nekje ohranjamo. Se pravi, tudi če se en del zaraste, pa se nekje dogovorimo, pa mogoče en drug del počistimo, tako da te površine ohranjamo. Sicer pa je v glavnem poteka delo tule tako, da najprej se spomlad postavi ograja, pol čez poskrbimo, da je vode dovolj, imamo bogato mrežo teh vodnih zajetij, kar omogoča tudi, bi rekel, dobre življenjske pogoje za dvoživke. Pol pa čez leto, praktično kar čez celo leto, že zdaj takoj spomlad začnemo z košnjo plevelov. Potem v juliju je ena, bi rekel, druga runda košnje plevelov, ko kosimo te bodike, ki se nam zdaj v zadnjih letih zelo pojavljajo. Pol jesen pa še mogoče kaj potrebno, ki se kakšne smreke že bolj zarastejo, pa kako grmovje. Najprej zjutraj pregleda čredo, če je vse zdrava oziroma pač ukrepa, če so kakšni problemi. Pri takem številu so v bistvu dnevno tudi problemi, tako da imata pastirja najprej je to. Če je pa vse zdravo, pa če vse poteka, bi rekel, brez kakih problemov, takrat pa malo tudi pogledata ograjo, pregledata, če je voda povsod. Če ne, pa tudi mogoče kaj še počista kak del pašnika ali pa poskrbita za kakšne objekte pa te stvari. V bistvu nam je tale ukrep planinska paša s pastirjem pisan na kožo. V bistvu nekih posebnih dodatnih del zaradi tega nismo imeli, mi se držimo teh stvari že odprej. Glede čiščenja pašnikov, edino kar nam je pač prišlo, mogoče nekaj malega evidenc, da vodimo, to je pa v bistvu vse.
Poglejte, tole je paša na planini, pa sam kako bo tole šlo v prihodnje, je zelo odvisno od teh gorskih, višinskih kmetij, ki so na našem območju. In jaz mislim, da je to kar zelo povezano, no. Te višinske kmetije brez planin bi že tek ali tek ni to neke ekonomike, brez planin bi bilo še slabše. Obratno pa planina brez kmetij bi tudi ne mogla obstojati. Tako da to je pač neka simbioza, ki je že dlje časa. Ja, Kmetijska svetovalna služba z kmeti, ki pasejo tukaj na Menini, sodeluje sigurno že več kot 30 let. Sodelujemo pa predvsem, jih seznanjamo redno z novostmi, z uredbami, z novostmi v uredbah, potem jim pomagamo pri vodenju evidenc, pri premikih živali, pri načrtovanju paše, ki je tudi, bom rekla, obvezni del teh KOPOP zahtev, načrt pašnika, potem pogodbe s pastirji, če je potrebno tudi kakšna druga strokovna vprašanja, jim pomagam. Paša je pomembna z gospodarskega vidika, z okoljskega vidika in pa tudi sama dobrobit živali. Živali se na paši dobro počutijo, paša je zanje pomembna za ohranjanje zdravja, za kondicijo in pa seveda ta gospodarski moment, ko se živali preko poletja tule na planini prepasejo.